Pozdravljeni v podkastu Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Za okužbe tako z virusi kot bakterijami so zaradi slabšega imunskega sistema, ta z leti namreč peša, dovzetni zlasti starejši odrasli. Če k temu dodamo še dejstvo, da je nemalo bakterij razvilo odpornost na antibiotike, je razlogov za premišljeno vsakdanje ravnanje še toliko več. Razvoj teh večkratno odpornih bakterij, kot jim rečemo, je sicer pogostejši v bolnišničnem okolju, a tudi zunaj njega lahko storimo veliko. Kaj vse? Kako se zavarovati? O tem in še čem bomo govorili s specialistko infektologije, doktorico Tanjo Selič Kurinčič. Dober dan. Dober dan. Pa če začneva res plastično, kaj vse se lahko, če tudi je s prostim očesom nevidno, drži recimo ročaja nakupovalnega vozička, pa držala v avtobusu ali pa kljuke vrat? Najprej bi želela poudariti, da je to naše naravno okolje. In skrb zaradi naravnega okolja, s katerim smo v stiku, je odveč. Se moramo pa zavedati, da je na kljukah, nakupovalnih vozičkih, vse posod res zelo veliko število raznovrstnih bakterij. In tudi kakšnih gljiv virusov, naprimer virusov, ki povzročajo okužbe dihal, zato je izjemnega pomena, da smo ozaveščeni, da je potrebna skrbna higiena rok. Skratka, da bi delali neko paniko, bi nas bilo strah, česa se dotakniti in česa ne, razloga za to. Nikakor ne, razloga ni. Kako bi na vsem res razumljiv način pojasnili, kaj so večkratno odporne bakterije in zakaj so grožnja? Večkratno odporne bakterije so bakterije, ki so sicer večinoma del našega tudi telesa, na zunanjosti, v notranjosti, predvsem v črevesju imamo ogromno število bakterij, ampak večkratno odporne bakterije razvijajo odpornost na navadne antibiotike, ki jih zelo velikokrat uporabljamo. In zato je problem, ker tisti najbolj običajni, najbolj predpisovani antibiotiki v primeru okužbe več ne primejo in je potrebno poseči po drugačnih, močnejših antibiotikih, ki velikokrat privedejo do bolnišničnega zdravljenja. Skratka, razumem pravilno, da ne pomagajo niti antibiotiki, imenovani karbapenemi, ki se uporabljajo kot nekakšen izhod v sili in veljajo za antibiotike zadnje izbire, da torej za nekatere okužbe praktično ni več zdravila. Stvar je v tem, da imamo veliko število različnih odpornosti na antibiotike. Zelo velikokrat ste slišali MRSA, ki pomeni zlati stafilokok, ki ne občutljiv na te najbolj navadne antibiotike. Kar se pa tiče odpornosti proti karbapenemom, karbapenemi so res izjemno široka skupina antibiotikov, zelo močnih antibiotikov, ki se jih uporablja zgolj v bolnišničnem okolju, ker je potrebno dovajati antibiotik v žilo. Problem je v tem, da so bakterije že razvile to odpornost na te antibiotike proti karbapenemom in da se te bakterije zelo širijo, predvsem v naši okolici. Velike težave s temi bakterijami imajo v Italiji, na Hrvaškem, v Grčiji. Pri nas je pa situacija taka, da se te bakterije širijo in smo nekje na prelomni točki, ali bomo uspeli zajeziti to hitro napredovanje, širjenje teh karbapenem odpornih bakterij, ali pa nam to ne bo uspelo in bomo šli po poti teh naših južnih držav, Hrvaške, Grčije. In zato je pomembno, da se vsi zavedamo, da so te bakterije prisotne in da lahko vsak posameznik veliko naredi v smislu preprečevanja širjenja teh bakterij. Nočeva strašiti, želiva ozaveščati, zato bom prebrala nekaj podatkov, ker z njimi laže to storiva oziroma doseževa. Evropska komisija je pred 3 leti odpornost mikrobov na protimikrobna zdravila opredelila kot eno od 3 največjih groženj za zdravje. Po podatkih Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni, te bakterije vsako leto samo v Evropi terjajo več kot 33.000 smrti, skoraj 3/4 okužb pa je povezanih z zdravstvenimi ustanovami. Pa še enkrat, ne strašiva, ampak ozaveščava.
Kako naj glede na vse povedano starostnik ravna, če je morda v bolnišnici, sploh pa v domačem okolju ali domu za starostnike, ker vse pač ni v njegovih rokah, ampak higiena pa je. Tako, želela bi samo malo bolj plastično še povedati, kaj pomenijo vse te številke. To pomeni, da si lažje predstavljamo, da zaradi bolnišničnih okužb z večkratno odpornimi bakterijami v Evropski uniji umre toliko ljudi, kot če bi vsak dan strmoglavilo letalo z 120 potniki. To je tisto, kar se moramo zavedati, da ta številka ni tako majhna. Lahko pa res veliko naredimo sami. Najprej bi izpostavila vsekakor ustrezno higieno rok. Ljudje se dotaknemo svojega obraza 2000 do 3000 krat dnevno in to ni malo. In če si predstavljamo, da si lahko te bakterije zaradi neustrezne higiene rok prenesemo v naše okolje, je pomembno, da skrbimo za v prvi vrsti umivanje, razkuževanje rok. Potem, kaj je potrebno poudariti? Cepljenje, predvsem v obdobju starejših, je pomembno. Imunski sistem upada in toliko bolj je telo dovzetno za raznovrstne okužbe. In cepljenje je izjemnega pomena pri preprečevanju bakterijskih okužb. In potem seveda za izpostaviti pravilno uživanje antibiotične terapije, pravilna raba, kar pomeni, ne jemljemo antibiotikov od sosedov, si ne prihranimo antibiotikov in jemljemo, ko je malce vročine, ker v večini primerov so vročinska stanja posledica virusnih okužb, kar pa antibiotik ne pomaga. V kolikšni meri ta neustrezna raba antibiotikov pospešuje razvoj odpornih bakterij, ker poznamo te primere, ki ste jih že sami omenili, po 10 mi je bolje, bom prihranil ostanek za morda, ne vem, čez 2 meseca. Nepravilna, neustrezna raba antibiotične terapije izjemno vpliva na razvoj odpornosti. Zelo dober zgled so nam severne evropske države, ker imajo izrazito striktno predpisovanje antibiotične terapije. In tam se s takšnimi odpornimi sevi in s takšnim porastom širjenja teh večkratno odpornih bakterij ne srečujejo. Zato vemo, da je izjemnega pomena, da se jemlje antibiotik ravno takrat, ko je potrebno, ko ga zdravnik predpiše zaradi bakterijske okužbe. Trend je v čedalje bolj krajšanju trajanja antibiotika, ampak za vsako bolezen se natančno ve, ali je to potrebno 5 dni, 7 dni, 10 dni in zato je potrebno upoštevati navodila zdravnika. Kako dolgo naj traja, če se dotakneva še rok, umivanje oziroma razkuževanje, da bo zares temeljito? Stvar je v tem, da v domačem okolju je izjemnega pomembna navadna higiena rok, kar pomeni, da si roke umivamo z navadnimi mili. Tudi antiseptična mila nimajo nobene prednosti v domačem okolju. Vkolikor nimamo nekoga, ki ima res bakterijo na sebi, kar govorimo, da je kolonizira z večkratno odporno bakterijo. Takrat pride tudi na mesto razkuževanje rok, predvsem takrat, če na primer skrbimo za našega svojca v domačem okolju in mu delamo osebno higieno. Takrat je na mestu tudi razkuževanje rok. Drugače v domačem okolju umivanje rok z milom pri teh standardnih stvareh, po uporabi stranišča, preden gremo jesti. Res te, bom rekla, zelo življenjske situacije, takrat si roke umivamo. Vemo pa predvsem v okoljih, kot so raznovrstni socialno-varstveni zavodi, predvsem bolnišnice, zdravilišča. Tam je pa na mestu razkuževanje rok, ker razkuževanje rok je bistveno hitrejše. Če za umivanje rok porabimo tam od minute, minuto pa pol, za razkuževanje rok 20 do 30 sekund in razkuževanje rok je tudi bistveno bolj učinkovito, res 100.000-krat učinkovitejše od samega umivanja rok in zato je pomembno, da na primer, če gremo na obisk svojcu v bolnišnico, da si roke tudi razkužimo pred in po obisku v bolnišnicah. Nekakšen mit velja med starejšimi, češ nimaš kape ali pa premalo si oblečen, zbolel boš. Res zbolimo za to? Ne zbolimo za to. Zbolimo zato, ker dobimo virus, dobimo bakterijo, pač to pride do prenosa ali preko stika ali na primer preko kapljic
Je pa res, da nekateri virusi, predvsem virusi gripe, imajo radi mrzlo okolje in imamo porast teh okužb dihal v zimskem času. Takrat je še bolj pomemben dejavnik to, da smo v zaprtih prostorih, da so ti stiki med nami tesnejši in prenos s kapljicami, meter pa pol, je že lahko, bom rekla, problematičen za sam prenos okužbe. Ne zbolimo pa zato, če kažemo ledvica ali pa ne nosimo kape. Kako se virusna okužba razvije v bakterijsko? Včasih začnemo z virusno pljučnico, ki se razvije v bakterijsko. Tako, virusna okužba, ali je to virusna okužba zgornjih dihal. Naprimer, smo prehlajeni, se lahko v določenih primerih zaplete z bakterijsko okužbo. Čisto zaradi tega, ker virus oslabi naše telo, oslabi našo tisto prvo obrambno linijo in zato ima bakterija več možnosti, časa, da v bistvu napade telo in se zaplete. Ali z vnetjem obnosnih votlin. Zelo pogosti zaplet virusne pljučnice pri starejših so bakterijske pljučnice in zato je pomembno, da skrbimo predvsem zato, da smo v dobri telesni kondiciji, da imamo polno vredno, zdravo prehrano, z dosti vitamini, da skrbimo za to povečano odpornost telesa. Pa bova končali z uspešnostjo Slovenije pri preprečevanju okužb z večkratno odpornimi bakterijami. Evropske študije nas uvrščajo nekam v zlato sredino. Ste vi zadovoljni? Ne, nismo zadovoljni, zato ker je v zadnjih letih trend predvsem tega širjenja proti karbapenemom odpornih bakterij. In zato si želimo, da bi skupnimi močmi, in to je res pomemben prav vsak posameznik, da zajezimo to hitro rast širjenja teh bakterij. Ne nam bo zgled res severne evropske države in čeprav zelo radi hodimo tudi drugam na potovanja, ampak potrebno je skrbeti za to, da nam bojo najbolj običajni antibiotiki še vedno pomagali in nas zdravili v primeru bakterijskih okužb. Doktorica Tanja Selič Korinčič, lepa hvala za vsa pojasnila, upava, da bodo zalegla. Hvala vam.